Živijo, jaz sem Martina, osebna trenerka, ki sodelujem pri programu Sestavi se, ki smo ga razvili skupaj z strokovnjaki. Gre za program, ki vključuje smernice za prehrano, za gibanje, probiotike, prebiotike, skratka celostno obravnavo za ljudi, ki si želijo dvigniti počutje nekako malo na višji nivo. In danes je z mano Mitja Bitenc, lastnik restauracije vegetarijanske restauracije Rada Govinda. Dej nam malo na hitro povej, v čem je vaša restauracija, ki je mimogrede odlična, ful priporočam, da pridete sem, da je na kakšno kosilo. V čem ste vi drugačni od ostalih? Lep pozdrav vsem. Tisto, kar nas mogoče razlikuje od ostalih, je predvsem to, da res hrano pripravljamo zato, da ljudje dobijo res nek kvaliteten in dober obrok. Hrano ne kuhamo zato, da jo prodajamo, ampak želimo ljudem dati nekaj kvalitetnega. Hrano pripravljamo na 3 energetskih nivojih, kar pomeni, da ko zaužijemo obrok na tem, takšen obrok, potem se res dobro počutimo. Je kvalitetna, je zdrava in predvsem odskočna deska za naše ustvarjalno delo, ki ga upravljamo. Super, odlično. To se v vaši hrani se res to začuti. Moram reči, da je ena izmed boljših vegetarijanskih opcij. Jaz nisem vegetarijanka, ampak tu še nikoli nisem bila lačna. Piko na i dajo začimbe, poleg tega, da poskrbijo za to, da se mi dobro počutimo, pa potem tudi okus je tisti, ki potegne. Se pravi, vegetarijanska hrana niti slučajno ni, da bi bila dolgočasna, ampak mi sva pa danes zato tu, ker si ti se odločil vstopiti v naš program. Zakaj si se odločil za to? Zakaj si sprejel to odločitev? Oziroma, kje je bil tisti tvoj izziv, ki ga nisi znal sam rešiti? Jaz že praktično celo življenje se ukvarjam z eno težavo in to je, da imamo večne kilograme. Kljub temu, da sem vegetarijanec, kljub temu, da se prehranjujem kar v redu, zdravo in vse, nisem prišel do tega zaključka, kje me v resnici bremza. Ko sem izvedel za ta program Sestavi se, je pa Martina, Boštjan, so mi pomagali do enih stvari, ki pa sem videl, da v praksi res funkcionirajo. Kot sem rekel, na celo življenje sem že probal to dieto, polno dieto, pa nič ne funkcionira, ali pa funkcionira, pa potem spet prideš nazaj. Tako da tukaj sem pa res videl, jaz nisem tak, da ko mi nekdo pove, pa to sveto sprejemam, ampak moram vedno probati. In moram reči, da sem res bil presenečen. In tudi kasneje, ko bomo malo govorili o številkah, to tudi teoretično ne bi bilo možno. Do tja še pridejo. Tako da v bistvu zvedel sem za ta program, sem rekel, ok, dajmo še to probati, saj pač še ena stvar, ampak A si imel kakšne pomisleke prej? Ja. Glede na to, da malo si že navezal, to, da si marsikaj že probal, kar tudi jaz poznam. Povej mi, kakšni pomisleki so bili? Predvsem to, za vsakič, ko sem nekaj probal, ko sem potem mogoče nekako sem videl, da ne gre v pravo smer, se potem še slabše vrnem nazaj. To je bil en pomislek. Ok, toliko sem že probal, nič ne funkcionira, itak je treba na sebi delati, itak moramo paziti na prehrano, gibati se in to je osnova, kjerkoli že smo. Tukaj sicer vse to je in je super, ampak enostavno si misliš, še ena stvar, ki nam funkcionirala. Ampak nekako, ste me prepričali, že bom rekel s to svojo neko energijo in znanjem, ki ste mi ga dali, tako da sem rekel, ok, bom šel v to, bom probal še to, sej pač, kaj veliko, ne moram zgubiti, oziroma, da sem videl, da sem zelo veliko zgubil. A pa si mogoče tudi, recimo, bil malo skeptičen, glede na to, da pač si že vrsto let vegetarijanca, se pravi, ne vnašaš nasičenih maščob, ne vnašaš živalskih izdelkov. A je mogoče bil tudi tu mal en del, ker iskreno marsikdo si verjetno misli, pač sej sem izločil meso. Mogoče, če se ena anekdota, enkrat me en gospod videl, je videl avto, kjer je pisal vegetarijanska restauracija, in potem mene vprašal, a to je pa vaše, pa kaj pogledal mene in rekel, a vi ste tudi vegetarijanci? Sem rekel, da ja. Jaz sem pa hotel postati vegetarijanc, da bom malo zgubil.
Seveda, naša telo je kot mašina, je zelo pomembno, kaj in v kakšnih proporcionalnih delih vnašamo živila. Še posebej so tukaj zelo pomembni hidrati in beljakovine. Meni se je malo zalomil pri hidratih, pa tudi v rastlinski hrani so hidrati. Potem pa, če še poleg tega ješ riž, testenine, kruh in tako naprej, potem se pa to vse pozna. In pri meni je bilo ravno ta problem, ko sem to, bom rekel, odstranil, odvečne hidrate. To si dobro rekel, ja, odvečne. Se pravi, z hidrati kot takimi ni nič narobe, ampak je pa treba razmerja ta prava ujeti, glede na pač tvojo aktivnost in porabo in tako naprej. Ok, super. Zdaj pa ta glavno vprašanje, kakšni so tvoji rezultati po približno enem mesecu? Ja. 5 tednov. 5 tednov. Ja, zdaj smo v 5. tednu. Mislim, rezultati so, kako sem rekel, tudi teoretično. Z Martino so se na začetku malo hecala, ko so postavljali neke cilje in je rekla, ok, ampak mislim, da so oba presegla, mislim, neverjetno. Na začetku januarja sem imel, rečemo, čistko, govorimo o cigrah. Lahko sam minus poveš. Ok, se pravi, v 5 tednih je bilo minus 9,5 kg. Tako da tukaj, poleg tega sem imel težave tudi s pritiskom. Sem imel kar zelo visok pritisk, 160-120, zdaj se je pritisk spustil na normalno raven, nekaj 125-95, večkrat še imamo rezerve, ampak tudi to šlo. Tisto, kar bi pa najbolj rad poudaril, tudi obseg, 10 cm, mislim, neverjetno, res. Jaz sem pač tako, vedno si probam neke cilje postaviti tako visoke, čeprav sem dosti realen, da mogoče ne bom ravno to dosegel. Če mi pa rata, temu se reče, da gremo lov na nosoroga. In definitivno tukaj smo ga ujeli, v tem prvem delu in to je to. Tisto, kar bi mogoče še najbolj poudaril, je pa to, da ti pomisliš, pa spet neka dieta, pa spet ne smem tega, pa se moram na čem odreči, pa je to zelo težko. Mogoče na začetku, predvsem v glavi moramo poštimati stvari. Kar se same hrane tiče, jaz sem tukaj spoznal veliko novih opcij, ki jih prej nisem niti razmišljal, vedno sem sit bil, nikoli nisem bil lačen, užival sem v okusih, v hrani, kar sem tudi včasih dokumentiral, pa malo poslal, sem malo dražil še ostale. Tako da... A pa recimo to zdaj, kaj že ukomponiraš tudi v koncept svoje restauracije? Ja, mi v septembru odpiramo novo restauracijo v centru Ljubljane in bo v bistvu veganska, pa tudi brezglutenska ponudba. Se pravi, tudi izgovori, sam tak medklic izgovori, nimam časa, odpadejo. Če lahko nekdo ima 3 restauracije praktično, pa vseeno najde ta čas zase, res sem že dostikrat rekla, idealna stranka. Res, če bi vsi prišli s takim mindsetom oziroma z mindsetom do sebe, bi tudi pač lažje funkcionirali. No, jaz sem v bistvu na začetku leta dal res neko zaobljubo si, pa se vemo, mediji so govorili o tem, kako zaobljube, pa prvih 14 dni, pa nič več, ampak jaz sem se nekako res zaobljubil, da v 2019 bom res nekaj naredil za svoje telo, ker si to zaslužim. Kar ti pa recimo pomaga to, da je del programa tudi support, se pravi, da imamo vse v Facebook skupinah, da smo konstantno na vezi, da se lahko kadarkoli na koga obrneš. A ti to naredi razliko? A je kdaj? Seveda. Ker ravno mogoče pri stvareh, ki jih ne poznaš tako dobro, je tukaj super, da je nek support od zadnje, ki ti pomaga, da ti enostavno, ko ti malo zmanjka idej, ko ne veš, kako zdaj naprej, vedno smo na razpotju levo ali desno, potem, da veš, da greš v pravo smer. Tako da, pa mogoče še ena stvar, da se lahko se sliša, to je zelo komplicirano, to je veliko časa, rabiš cel dan se moraš s hrano ukvarjati. To bi meni moj pomisliti, pa jaz nimam časa cel dan samo o hrani razmišljati, pa zato se mi tudi to dogaja. Se ne da profesionalno cel dan o hrani razmišljati. Ja, sej, ampak o sebi. Zelo razumem, kaj si hotel povedati. Pozabimo na sebe, pa na svoje potrebe. Točno to. In tudi zdaj, ko si menila, res imam zelo malo časa, ampak tisto, kar sem pripravil zdaj, je bilo res narejeno v 15 minutah in je bilo vrhunske stvari. Tako da okusne stvari, tako da ni tudi to, nimam časa, to pa zdaj traja 2 uri, da nekaj pripravim. Jaz mislim, da se s tem lahko tudi marsikdo poistoveti. Nimam časa cel dan biti v kuhinji, ne da se mi, ne vem kaj bi. To imamo, kot si tudi sam ugotovil, vse porihtano in smo tudi ful veseli, da tudi ti pridaš
še kaj zraven. Hvala, z Zdaj veseljem. pa, ko si glih navezal, a ne, poleg tega, da odpiraš še ta tretjo restauracijo, imaš pa še kuharsko šolo, pa še kuharske tečaje. In jaz bi na tem mestu rada pač povabila vse, ki to gledajo, če vas zanima, da se malo pozanimate, za kakšne tečaje gre, oziroma boš povedal, a boš kaj pripravljal tudi na to temo? Seveda. Zdaj smo dobili kar nekaj idej, ne, in vidimo, da kar velika populacija ljudi ima težave, predvsem s tem glutenom, alergijam na gluten. Tako da sem tukaj dobil kar veliko idej in se že malo dogovarjamo, da bi mogoče tudi v tej smeri, se pravi brez glutena, brez mleka, brez sladkorja, pripravljali neke take zdrave mikrobiomu tečaje. Drugače pa izkušenj imamo res veliko, in to so samo te, bom rekel, neke kocke, ki jih potem samo lahko sestavimo in špilamo. Odlično. Mitja, najlepša ti hvala, da si danes vzel čas. Hvala tudi za zaupanje. Jaz sem ful vesela, da smo se spoznali in se veselim še naprej sodelovanja. Hvala tudi vam za vaš support, da ste vztrajali oziroma da ste mi dali to neko iskro, da ste prižgali v meni, da sem šel to, ker to je zelo težko bilo pri meni, ker enostavno sem že imel toliko nekih izkušenj. Tako da sem res vesel, da sem v tem programu in tudi res priporočam vsem, ki dvomite, ki ne veste, a bi, a ne bi, brez veze. Mislim, jaz sem iz svojih izkušenj povem, da tukaj se res čudeži dogaja, pa ne verjamem v čudeži, ker pač moramo sami narediti ta del, ampak je support toliko dober, da lahko res dosežemo neke super rezultate. Super, najlepša hvala. Hvala vam. Se vidimo.